Živijo. Kaj lahko vidimo tukaj na tem štandu? Tole je voluntariat. Mi se ukvarjamo z organizacijo prostovoljnih taborov v Sloveniji, drugače pa slovenske prostovoljce pošiljamo v tujino na delovne tabore, kjer delajo prostovoljci. Spravi, če hočeš iti v tujino za počitnice, se potem sprejavaš in potem greš. Ja. Kam, na Karibe? Karibi ne vem, če so li, drugače pa po celem svetu, no, po celem svetu, na vse kontinente. Pa lahko izbiraš, kaj greš? Ja, seveda, to sam izbereš, kam boš šel, kaj boš delal, vse. Voluntariat. Kje pa ljudje najdejo več informacij? Na Resljevi 20. Na Resljevi 20. Najlepša hvala. Prostovoljno društvo Šotorovci. Ukvarjamo se z otroci, ki živijo po stanovanjskih skupinah v vzgojnih domovih. To je za srečelov, zato bomo pol malo kasneje. Tako da ja, ne vem, še pol ure, če se vrneš. Ja, ukvarjamo se pač s temi otroki, z njimi hodimo na tabore, organiziramo razne delavnice, se gremo v božičke pa dedke mraze, skratka uživamo. Pomemben je pa to, da je vse to na prostovoljni bazi, smo odvisni od sredstev, ki dobimo tako od ostalih, od države. Torej, danes imamo tukaj 3 društva. Eno je SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja, drugo je društvo za nenasilno komunikacijo, tretje je pa društvo Ženska svetovalnica. V bistvu tako SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja je telefon, na katerega se pač obrnejo tako ženske in otroci žrtve nasilja, lahko tudi moški. SOS telefon ima tudi svojo skupino za samopomoč in pa varno hišo. Potem društvo za nenasilno komunikacijo, to je društvo, ki se ukvarja tako z žrtvami, kot tudi v bistvu s povzročitelji nasilja. To je, mislim, da celo edino društvo, ki se tudi s povzročitelji ukvarja. Potem pa še ženska svetovalnica, ki pa tudi, če posnamete, na katero se lahko obrnejo tudi ženske žrtve nasilja, imajo pa tudi svoj krizni center. Kako pa lahko nekdo postane prostovoljc v teh organizacijah? Postanete pa lahko prostovoljci tako, da se kar obrnete na vsako društvo posebej in jih vprašate, kdaj organizirajo svoje programe usposabljanja, pa vam bojo v bistvu vsako društvo zase najboljš povedali. Bertok Monika, sem vodja društva Zara, ki je društvo, ki pomaga v bistvu osebe, ki imajo duševne motnje in pa svojce. Imamo različne skupine pri nas, skupino za samopomoč, za prostovoljce, ki so danes tle, in za svojce. Imamo različne individualne pogovore, pač prihajajo pri nas take, reka osebe, depresivne, shizofreniki ali pa tisti, ki imajo v bistvu socialne fobije in tako dalje, ali tudi bipolarne motnje. Mi imamo enoto v Izolične, tudi v Ljubljani, zdaj so pač prostovoljci iz Izole, smo prišli tle danes. Če imamo hud primer, je odvisno, če kar hud primer, pa jih pošljemo k psihiatru ali pa v bolnico, v Idrijo, direktno.